bi radi živeli boljše, da bi bili bolj zdravi pa srečni. Ja, začnite se ukvarjati s sabo, ne sosedi. V oddaji Klepet ob kavi vam zaupamo kako. Ja, tole moram se razvrstiti, tole rabim doma. Ok, tole moram se razvrstiti, pa ne, se bom jutr. Ni panike. Pa par kil moram zgubiti. Absolutno moram zgubiti par kil. Začnem v ponedeljek. A si videl, tamle bi mogli fasado prebarvati? To mo drug let zrihta. Odlašanje, odlašanje in odlašanje. Poznate take samogovore, take monologe ali pa celo dialoge? Odlašanje je kar zanimiva zadeva, vsi to počnemo, premalo se o tem pogovarjamo, ampak ko v našo družbo povabimo Edita Tomić, takrat govorimo ravno o takšnih tematikah. Lepo pozdravljena, dobrodošla, Edita! Dobrodošla. Najprej moram ti povedati, da na naš elektronski mail, na našo pošto, prihaja kup in kup pohval ljudi, ki pridejo k tebi na reiki, ki pridejo k tebi na teta healing, skratka na vse te take in drugačne delavnice, dogodke, ki jih dejansko prirejaš, tudi osebna svetovanja in pa zelo se ti pa zahvaljujejo ljudje, ki si jim tudi grafološko analizo naredila. Tako da cenijo tvoj pristop. Ja, hvala, zelo si me presenetila. Ja, no, res povem ti, ne? V Celju je bilo res zelo zanimivo na sejmu, kjer je bilo izredno ljudi, mislim, tudi mene so presenetili, da je toliko ljudi čakalo neprestano v vrsti, a ne? In sem zelo vesela, no, da se vedno znova to dogaja, da vedno znova ljudje pridejo tudi kaj povedati, kaj so spremenili, od prvega srečanja z mano pa potem do naslednjega. In sem vesela, da so taki odzivi in hvala. Ja, hvala gledalcem. Zdaj pa poletje je, ne? Zdaj nekateri nimajo nikogar, da bi šli z njemu na morje, eni nimajo sploh denarja, da bi šli na morje, eni bi počeli druge stvari, skratka 1001 razlog se najde in veliko ljudi zanima, kaj pa čez poletje? Boš zaprla svoja vrata, šla na Bahame ali boš... Ne, poleti normalno grem na dopust vsekakor, vendar so pa reiki tečaji in teta healing seminarji in pa razne krajše delavnice in osebne terapije se normalno izvajajo. In tudi vedno znova me preseneti to poletje, ne? Ker ni nekih mrtvih mesecev. Ne? Po statističnih podatkih, ki jih vodim, ne? Ponavadi lansko leto so bili poletni meseci skoraj bolj obiskani kot pa pomladi pa jeseni. Ampak je poletje dober čas za delo na sebi, ne? Narava nas podpira. Vsekakor, ne? Ker je dovolj sonca, ker nismo v tisti temi, ni turobnosti in že to vpliva tudi na naše fizično telo in na psihično počutje in smo bolj odprti, ne? Ker sonce je energija, to se pravi, smo bolj močni, odprti, veseli, harmonični, tudi celice drugače funkcionirajo in tudi takrat seveda smo pripravljeni, vsekakor smo pa pripravljeni takrat, ko se odločimo, pa začnemo iskati in se že pojavi pravi terapevt in pa prava tehnika za nas. Ker ni vsak za vsakega, ne? Ti začutiš, kdo bi lahko bil tisti, ki ti pomaga, recimo, ne? Na tvoji poti. Ti imaš dosti moških, si rekla? Jaz imam dosti moških, ja. In sem vesela, ker očitno sem tak bolj zemeljski, prizemljen človek, a ne? In zelo hitro usmerjam, kaj je treba tukaj pa zdaj narediti, ne? Jaz sem zelo vesela, da poznam tudi energijo, poznam te vse entitete, poznam varuhe, angele in tako naprej, naše duše tudi, a ne? Ampak jaz pravim, moramo tukaj in zdaj se odločiti, narediti korak in v Svetem pismu mi je ta izrek zelo všeč, pomagaj si sam in tudi Bog ti bo pomagal. Ker ko mi tukaj naredimo preskok, se tudi potem na energijski ravni podzavestno povežemo z ljudmi, kateri nam to omogočajo, da to naredimo. Ampak prva je naša odločitev. Saj, če pogledaš tudi
ti svoje življenje za nazaj, takrat, ko si res rekla, zdaj pa konec, gremo, se definitivno vse zgodi tako, kot ampak treba. ponavadi je moglo dovolj boleti, da sem rekla, zdaj pa dost, ne? Ali na fizični, ali na kjerikoli ravni, ne? Ja. Ampak se mi zdi pa, da če ni tega pritiska, ne, da pa zdaj nekaj pa res boli na hudo, ne, da ljudje že rečejo, ja, saj bom šel na tole, ne, pa mine leto lahko, ne. To odlašanje, ni odlašanje v vsakdanjem življenju, ampak je odlašanje življenja. Tako je, ker odlašanje je, moramo prvo razumeti, zakaj odlašamo, ne. Odlašanje je obrambni mehanizem, ker to ni lastnost, ne. Odlašanje gre skupaj tudi z lenobo, vendar je pa to posledica obrambnega mehanizma pred strahom, ne. Ker če jaz rečem, ne, jaz lahko čisto svoj primer povem. Lansko leto jeseni sem jaz opazila, da moje fizično telo malo začelo, ne, pa malo tukaj, malo špikne, pa malo tam, ker bo le 60-ka zdaj kmalu, a ne, in sem rekla, no, zdaj pa dosti, zdaj bi pa jaz začela malo telovaditi. In bom šla jutri. Pa v ponedeljek, pa prvega v mesecu. Tako je, potem sem pa rekla, čakaj malo, zdaj pa vprašaj se prvo, česa te je strah? Zakaj ne greš, ne? Ja, pa tam so mladi, pa lepi, pa ne vem kaj, vse v fitnessu, ki ga imam čez cesto doma, a ne? Prvo so bili te izgovori, ne? Pa ni denarja, pa ni časa, pa tako naprej. Potem pa česa te je strah? Ja, javne sramote, ponižanja, da si pač majčkan bolj v krogu, a ne? Da nisi tako fit in tako, kot naj bi tam bili. Se pravi, vsi ti kolektivni vzorci so me pripeljali do tega, da sem odlašala. To, kar se ni zgodilo, da res me je začelo kar malo špikati orang, sem rekla, zdaj mi je pa čisto vseeno, kaj si kdo mislijo. Sem šla lepo tja, se vpisala in sem rekla, no, Tomičeva, zdaj si boš pa naredila javno sramoto, ki bo začela tlele nekaj telovaditi. Ta druga misel mi je pa takoj bila, lej, ne ukvarjaj se s tem, kaj bodo drugi rekli, ne. Tudi to je ustvarjeno zato, da prideš ti sem in narediš svoje tisto, kar želiš. Vsekakor, bravo. In vedno, ko nekaj odlašamo, se je treba vprašati, česa me je strah. Ta strah nas zadrži v tem stanju, da iščemo 100 000 izgovorov. Tudi pri iskanju službe je ista stvar, ne? Zakaj odlašamo, da ne gremo vprašati? Zakaj ne gremo na izpit? Je zaradi tega, ker nas je strah ponižanja, zavrnitve, da bomo zopet potrditev dobili, da nismo sposobni. Ampak tukaj se je pa treba spet vprašati, koliko smo mi vložili nekega truda v to, da nam nekaj rata, ne? To je isto, ne bom naredila izpit in se ustvarjaš blazno veliko dramo, ne? Ali pa če ti dajo kaj novega za delati v službi, pa še to, pa še uno, pa unič ne zna, pa sem jaz delam, ne? Namesto, da bi usmeril energijo v delo, ne? Veste, tudi kakšni študentke pridejo, ne? Pa a bom naredila, ker tudi v Theta Healingu se vidi prihodnost, ne? Ampak jaz se tega zelo izogibam, ne? Ker če bom jaz rekla, boste naredili ali ne boste, jim jaz že avtomatično naložim miselni vzorc. In moram tudi prevzeti odgovornost za to, kar pa terapevti običajno malo pozabimo. Pa ti nisi glih za to, da jasnovidkam hodimo? Jaz sem za to, ker te lahko usmerijo. Jaz pravim, vsaka stvar, ki ti pomaga, je super, ni važno kaj. Ampak problem je pa v takrat, ko pa mi zaradi svoje nesigurnosti prenesemo odgovornost na to. Saj mi je ona rekla, da mi to ne bo uspelo. Saj mi je ona rekla, da zato nisem primerna. In zaradi tega jaz vedno rečem, glejte, mi lahko damo smernice, ampak morate upoštevati, sploh pri odlašanju, 3 komponente. Če hočete narediti izpit ali pa pospraviti stanovanje, ali zamenjati partnerja, ali dobiti službo, se je treba prvo odločiti in začeti delati. Samo greš. Druga stvar, ki je zelo pomembna, je vztrajnost. Noben športnik,
če odlaša, jutri bom šel na trening, pojutrišnjem, čez en mesec, ne bo stal na stopničkah. To se pravi delo in pa vztrajnost. Kontinuiteta. Ja, vztrajnost. Zelo važna je pa tudi tretja komponenta, ki je pri meni bistvenega pomena, je pa tudi potrpljenje. To se pravi, da ne pričakujem jaz, ko sem šla en mesec v fitness, da boš zdaj pa kar da bom pa zdaj bikinka. 20 kil zgubila, pa bom imela take super mišice, ampak je to proces. In to, kar pa pomeni potrpljenje sam s sabo. In tudi pri izpitih, naprimer, če ti samo govoriš, da imaš izpit, pa nič ne narediš, logično, v bistvu delaš samo eno dramo iz tega. Tako, Isto je pri idejah. Vsi poznamo ljudi, ki imajo 1000 idej in o tem samo razlagajo, ker vse energijo porabijo tam in odlašajo z akcijo. Ker jih je zopet strah, kaj pa če mi ne rata, kaj če bom pa javno ponižen, kaj če bom bankrotiral in tako dalje. Zaradi tega so to ključni momenti. In tudi v pisavi se odlašanje zelo dobro vidi. Kako pa ti to vidiš v pisavi? V pisavi je pa takole črtica na T, in zdaj, če je v desno, to se pravi v prihodnost, pomeni akcija. Če je pa v levo črtica na T, pa že pomeni odlašanje, popuščanje, nezaresni cilji, plus še določeni ostali pokazatelji. Hitro vidiš, koga moraš brcniti. Ja, ampak, a veš, jaz nimam pravice tega. Če oseba ne sprašuje, pa če ne pride zaradi tega, jaz se nimam pravice kot terapevt spuščati na to, ker je to moj lastni ego, ki hočem osebi dokazati. Ampak jo usmerjam. Jaz dejansko kar naprej se vrtim okrog teh 3 stvarih. Strahovi, prepričanja. Strahovi, prepričanja. Tudi pri teh psihosomatskih motnjah, ki so zdaj sploh ta depresija, izgorelost, pa to je tudi odlašanje en tak velik pokazatelj, ker oseba se kar bojite tudi v trgovino, začne se s takimi majhnimi stvarmi, noče je tudi družbo, odlaša, bom pol poklicala, ampak to so že pokazatelji, da se ti zapiraš v bistvu, da nisi odprt, da nočeš iti naprej, ampak tukaj je strah, vedno je prisoten strah. Ali pa tudi, da nas silijo v nekaj, kar mi sploh ne želimo delati. Jaz, na primer, zelo odlašam z likanjem, ker se mi zdi to zelo neproduktivno delo. Brez veze, da odlašaš z likanjem. Odločiš se, da ne boš likal. Saj sem se. In fertik. Sem se. Tamle 90 centov ima v čistilnici za srajce, pa mu jo spere, zlika. In tam moraš spet pripelje do tega, da se že v telesu sproži zakrčenost pa nekaj agresivni odpor. In namesto, da bi jasno povedali, da ne bomo, potem odlašamo in imamo odlašanje pa povzroči še nekaj zelo kritičnega, to je pa slaba vest. In potem se pa kaznujemo, pa ne vem, iščemo izgovore, obtožujemo, namesto, da bi rekli ali ne, ali pa naredili pa šli naprej. V bistvu več energije zgubiš v tej drami, pa odlašanju, pa vse skupaj, kakor bi jo zgubil, če se odločiš prav ali pa narobe, samo da se odločiš, da je jasno. Ja, zaradi tega, ker takrat tudi energija, pa vsi naši duhovni vodniki, pa vsi vejo, kaj želimo in nam pri tem tudi pomagajo. Sam Edita, potem je jasno, recimo, sem slišala zgodbe, da ljudje pa začnejo pretepti ta healing, pa reiki, pa te zadeve, in se jim življenje postavi na glavo ali pa na prav način, pridejo dejansko v svoje tirnice. Zaradi tega, ker ti to človeku poveš, ko mu daš tudi neka orodja in tako naprej, pa če se pa takrat ne bo odločil, da bo nekaj naredil, pa ne vem, kdaj se bo. Ja, jaz nekako, ko potem imamo to druženje, malo spremljam te zadeve, tisti, ki ima dejansko željo po spremembah in ki je dojel, da smo mi samo orodje, da on je pa tisti, ki se bo o tem odločil,
da če jaz njega silam, moram jaz prevzeti odgovornost za njega, ne? In bo spet krog se vrtel, ne? Tisti zelo hitro napredujejo. Seveda se jim razrušijo razni prijateljski odnosi in tako naprej, ker niso več v istem razmišljanju, iščejo drugačne somišljenike, ampak potem se zgodi preskok. Tisti, ki pa naredijo to, pa potem zopet hitro skočijo na kakšen drug seminar, ne pravim, da je tehnika Theta Healing najboljša, ampak če ti iščeš od terapevta do terapevta, še vedno odlašaš s tem, da bi se soočil sam s sabo. In mogoče neka druga tehnika mu bolj sede, ampak dejansko ljudje, ki začnejo to uporabljati, ker jaz sem zelo včasih kar malo groba, tudi včeraj sem opazila, da sem bila kar malo groba do ene gospe, točno s tem vrtanjem, česa vas je strah, česa vas je strah. Tisti, ki vidijo, kaj želiš, da jim hočeš pomagati in da začnejo resnično se spraševati o tem, potem nimajo več razloga za odlašanje, nimajo več razloga za iskanje situacije izven sebe, ampak v sebi in grejo. Saj je vedno valovanje, saj imamo vsi, naletimo na določene stvari, ki nam niso najbolj všeč, pa se vprašaš, česa mi je strah, zakaj zdaj nočem tega narediti, zakaj zdaj odlašam s tem, da bom nekaj napisala in tako dalje. Vedno se je treba vprašati, zakaj, kaj je tisto, kaj me ovira. Kaj je najslabše, kar se lahko zgodi? Ne pa politika, pa vreme, pa ne vem, kaj vse iščemo izgovore, ampak v bistvu je to, strah pred kritiko. Bi rekla, da je odlašanje, ki je zelo povezano tudi z upravičevanjem in obtoževanjem, da so to orodja žrtev? To so orodja ljudi, ki se postavijo v vlogo žrtve. V vlogo žrtve se pa postavijo zaradi tega, ker ne zaupajo sebi, ker niso prepričani vase in je potem rajši biti bogi in tako naprej, kot pa se soočati s tem. In tudi iščejo pozornost. In zakaj pozornost? Ker so zamenjali pozornost za ljubezen. Tako. Tukaj se spet pojavi potem ljubosumje, ker če jaz to odlašam z nekimi svojimi zadevami, je najboljš to na partnerja preleviti, prenesti, da je on kriv za to, pa ga potem kontrolirati, pa šraufati, zakaj nisi to naredil, zakaj to, tako kot si rekla, prepleskati pa te stvari. To pri moških ni odlašanje, ampak to pomeni to, da sem se jaz odločila, da mora ta trenutek on to narediti, kar pa sploh ni res, ker on ima pa drugačno mišljenje. Tukaj pa pridemo že kar... Tukaj pa spet ta dominanca in pa zahtevanje od drugih, da delajo samo tisto, kar ti misliš, da je prav, kar ni res. Najlepša hvala, Edita Tomić, ki bo z vami tudi tole poletje, reiki, Theta Healing, osebne terapije, skratka vse to tudi v poletnem času. In zdaj ste slišali, če odlašate, ni nič narobe, samo vprašajte se, česa vas je dejansko strah, in ko boste to popucali, potem ne boste več odlašali, ampak sam še akcija! Spravi, če se že gremo zdravljeno za kemoterapijo, potem pojmo vedno vzeti vzorec, ga dati testirati genetsko in to je po mojem mnenju pravica pacienta.